Alkoholna ključavnica je elektronska naprava zelo podobna tisti, ki jo uporablja policija za preverjanje prisotnosti alkohola pri voznikih. Voznik bo moral pred prižigom avtomobila vanjo pihniti. Če bo v izdihanem zraku višja količina alkohola od dovoljene meje, avto ne bo vžgal. Alkoholno ključavnico bo dobil tisti, kateri bo zgubil oziroma kateremu bo grozil odvzem vozniškega dovoljenja zaradi uporabe alkohola. In seveda ne prvič, ko se nekomu zgodi, da malo, napiha in dobi nekaj kazenskih točk, ne. Kot so nam pojasnili na Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa, alkoholne ključavnice v nobenem primeru ne bodo obvezne. Bodo le ena od možnosti, med katerimi bomo lahko izbirali v primeru odvzema vozniškega dovoljenja zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Se pravi, bodo samo možnost, da nekomu rečemo, ok, lahko še upravljaš vozilo, vendar ti si večkratni prekrškar, sistem ti ne zaupa več, zato ti bo zaupanje povrnila ta ključavnica. In če jo želiš imeti, te to na leto tudi to košta. Ni pa nujno, lahko se pa odpoveš temu, pa pol leta ali leto ne boš vozil, lahko se odpoveš temu in boš ponovno vozil izpit, najbolj bi pa bilo, da sploh ne bi vozil pod vplivom alkohola in ne bi imel teh težav. Alkoholna ključavnica pa pijanemu vozniku ne prepreči zgolj zagona vozila, ampak beleži tudi druge podatke. Še posebej morebitne zlorabe, če želi prekrškar prelisičiti sistem in poskuša vozilo zagnati v pijanem stanju. Ko bo sistem zaznal, da je nekdo pihal in ga zavrne, pihal in ga zavrne, pihal in ga zavrne, v četrto pa čudežno 0,0. To že pove, da se človek ni v 3 sekundah otreznil, ampak da je nekdo drug. In to je seveda signal za nadzor in za ukrepanje. Seveda se spremlja tudi, kdaj je bila uporabljena, koliko pogosto, kakšni so bili rezultati. In nenazadnje so ti sistemi tudi tako dovršeni, da proba onemogočiti vsako zlorabo, da bi nekdo drug pihal. Se pravi, to pa je na način prstnega odtisa, na način roženice očesa in tako naprej. Kdor bo izbral uporabo alkoholne ključavnice, drugega vozila ne bo smel voziti, tudi če bo trezen. Vozniki, kateri bodo vozili pod tem režimom, bodo imeli tudi v vozniškem dovoljenju vpisano šifro 69. In tudi, ko bo nadzirani strani policije ali kakorkoli drugače, ko bo nadzornik to pogledal, bo ugotovil, da je to voznik, ki lahko vozi le vozilo s tako napravo. Voznik prekrškar bo moral alkoholno ključavnico uporabljati ves čas rehabilitacije, kar lahko traja tudi do 2 leti. Uporaba te naprave pa ne bo brezplačna. Strošek je po podatkih, katerega imamo na primer na Švedskem, za tako uporabo oziroma najem približno 2000 evrov. Jaz verjamem, da glede na to, da je to vedno bolj razširjen pojav, da je vedno več ponudnikov, da bo tudi ta znesek se kar močno znižal. Ampak vseeno, da zaključim s tem, strošek seveda mora biti za tistega, ki ga povzroča, to je kršitelj. In nenazadnje tudi, če bo to 100-200 evrov na mesec, bolje to, kot pa da se nam zgodijo nepopravljive škode, kar pomeni poškodovani, umrli. V Evropi alkoholne ključavnice trenutno uporablja 8 držav. V Sloveniji je tak ukrep nujen, saj je lani zaradi vožnje pod vplivom alkohola na naših cestah umrlo 36 ljudi od skupno 120 umrlih v prometnih nesrečah. Priprava zakonske podlage za uvedbo alkoholnih ključavnic že poteka. Njihovo uporabo pa lahko pričakujemo konec letošnjega oziroma v začetku prihodnjega leta.